Dober dan, dober večer, dragi prijatelji. Upam, da ste dobro, upam, da uživate, kjerkoli pač ste. No, zdaj 20:20, ponavadi, zamujam 3 minutke, 20 oziroma skoraj pol 9, ali ste, če ste na morju, ste kaj zvoni na sprehodu, če pa ste doma, pa uživate s svojo družino. Danes sem se odločila prav za to temo, izključno se mi je zdela najprej pomembna z 2 razlogov. Ko sem bila na šamanski šoli, sem delila moje videnje, kako pač vidim trenerje, kakšne trenerje poiščemo. In po drugi strani marsikoga poslušam eno te isto zgodbo, da mi marsikdaj rečejo, kakšne imamo sodelavce, kakega smo spet ponovno dobili, potem kakšnega imam vodjo, ta vodja mislim, da je samo lep, pa nič drugega in tako naprej. In se mi je zdela primerna tema, danes sem pisala kolumno na to temo, to pomeni, da podobne sodelavce, kot smo mi sami, tudi privlačimo. In se mi je zdelo smiselno, da tudi še enkrat malce bolj pojasnim zgodbo tega, kako pač vidim, ko zbirate trenerje, učitelje, coache, svetovalce, mentorje, da ponavadi zberemo ljudi, tiste ljudi, ki so nam blizu, ampak posledično vzamemo tudi njihove dobre lastnosti in tudi njihove manj dobre lastnosti. In ena izmed mojih izhodišč, ki sem bila kar dokaj direktna, seveda to v srcu odprto, na šamanski šoli tudi vidiš, marsi s čem se seznaniš, v kolumni tudi napišem, kako se jaz ozaveščam, odpravljam, odstranujem, ponotranjim te moje vzorce. Dejansko jaz sem prepričana, da čisto vsak, ali pa rečemo, da ne bom zarekla čisto vsi mi, ampak rečem nekje 85% nas ljudi, ima notri v sebi to, kar sem naštela, zavist, jezo, strah, sram in vse te stvari, katere so še, ker če ne bi pač danes res bili vsi svetniki, ampak to se je nabiralo skozi celo naše življenje, skozi naše, otroštvo, naše vrtec, ko smo se tam spoznali z našimi učitelji, vzgojiteljicami, otroci, potem gremo naprej v osnovno šolo, potem iz osnovne šole v srednjo šolo, potem naši prvi fantje, naša prva ljubezen, potem naša prva služba in tako naprej. Resnično vedno bolj me vleče v psihologijo, na različne segmente, tako da po moje je res tisto področje, kjer se bom še bolj v globino spustila. No, ampak zdaj, zakaj tega se bi rada dotaknila? Kako lahko to odpravimo in kako lahko odstranimo na nek način in kako lahko ozavestimo, ponotranjimo te vzorce, ki na nek način nam škodijo, če jih ne damo ven, ostanejo v nas in so vedno globje in takrat, ko počijo na stojen način, če pa znamo odpraviti, pa je dosti lažje. Najprej, da pojasnim stavek, ki sem ga pokomentirala, tako da hvala vsem tistim, ki tudi poslušate, sledite in potem imate vprašanje, mogoče karkoli ne razumete, ker mi je všeč, ker potem ne rabim vse v 20 minutah povedati in lahko mogoče malce bolj pojasnim. In sicer, zame, tako kot sem že komentirala, čisto vsak od nas, ki dajemo pomoč, to pomeni, ko ljudje pridejo po našo moč, to pomeni po neke nasvete k nam, jim dajemo vse, dajemo tako dobre naše vzorce, kot naše manj dobre vzorce. In čisto vsak od trenerjev, ki pomaga ljudem na njihovi poti, bi nekako si predstavljala, da resnično gre skozi vsaj eno vred ajuaske, če ne več, odvisno koliko potrebuje, da se res zaveda tega, da tisto, kar on mi poštimo pri sebi, bo to prav tako delil s to osebo, po katero je prišla pomoč. In bolj, ko zna sebe nekako ponotranjiti in se zaveda svojih prednosti in slabosti, bolj bo tudi vedel, kaj ja in kaj ne. Zato resnično spoštujem tiste psihologe, družinske terapevte, zaradi tega, ker oni so vedno so nepristranski, znajo slišati, ampak se znajo povezati z znanjem in potem se ne povežejo se prav osebno z osebo. Zdaj bom že zakomplicirala. No, in kaj je cilj? Ko vi greste po pomoč nekomu, greste osebi, greste tista vas oseba pri mami, ki ima zelo podobne vzorce kot vi. Pomeni,
Če je oseba na drugi strani tekmovalna, jo vidite v ospredju, ima veliko te moške energije. Jaz se spomnim, ker takšne sem zbirala. Če bi nekdo opazoval ali ocenjeval moje svetovalce, ki jih je podjetje Skaza imelo, bi zelo hitro lahko odkrili, kako sem se razvijala. Kakšni so bili naši svetovalci? Najprej so bili buldogi. Čisto vsi so bili buldogi. To je tako. Skozi steno gremo še naprej. Zakaj? Ker je bilo to v meni. V meni je bilo to hlastanje po še več, po še več, po še več. Kaj je to? To je vzorec tekmovalnosti, tega vzorca dejansko, da želiš biti boljši, 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 vedno boljši, boljši in boljši. Ko ta vzorec nekako ozavestiš, ko ga ponotraniš, pa rečeš, pa se ga ne potrebujem, pa sej to ni moj vzorec in tako naprej, potem dejansko ni iščeš več takih ljudi, iščeš ljudi, ki tega nimajo, ki imajo dosti manj in ki imajo razrešeno določene vzorce. Pomeni, da potem skozi čas, naprimer, nisem več želela imeti ljudi, ki so bili tako, želeli biti v ospredju, ki so želeli biti najbolj pametni, ker to sem tudi šla skozi to fazo. Najbolj pametni, vse veš, jaz sem prepričana, da vsak od vas, ki me zdaj spremlja, lahko z mano deli določeno znanje in si izmenjujemo znanje. To meni nekaj, kar imate vi, jaz od marsikatere dame, ki je pripravljena, ali pa gospoda, marsikaj naučim, ko potem nazaj napiše, pa reče, ja, jaz sem skozi to šla, skozi ono in to zgodbo. No, in ko iščemo svetovalca, resnično iščemo najprej tistega, to, kar si bi želeli postati, ali pa naprimer, wow, želim biti prepoznaven, želim, da me vsak vidi, želim to, želim ono. Tako da, ko dobite svetovalca, je predvsem pomembno, da vidite, da je ta svetovalec ali svetovalka v svojem stebru, da vam tudi upa povedati svoje napake, skozi katere zgodbe je šla ona sama, če ni to prav psiholog izučen ali pa psihiater. Včasih so najbolj zanimivi psihiatri, to je, ne vem, en pregovor je stavko, so enkrat rekli, da psihiatri so že najbolj zafrustrirana bitja, zato tudi zberejo takšen faks. Ampak to ne vem, to sem samo slišala kot nek pregovor. Ok, to pomeni, ko izbirate svetovalca ali kogarkoli, da bi želeli, da vam pomaga, ali je to coach, ali je, ne vem, trener, svetovalec, mentor, karkoli, poskušajte poiskati osebo, ki vidite, da je ona, da je ta oseba v stebru. To meni, zdaj, veste, vsak od nas še nosi, tudi če jaz imam karkoli, naprimer, tako kot sem delila z vami, v šoli sem še delala ta, naprimer, moj vpliv, potem to, a je res, da, naprimer, če si želim direktorjem pomagati na tej poti, pa lastnikom pomagati na tej poti, a res je prav, da pač moram čisto vse pogledati. Pa rečem, ne, vse ne morem osrečiti. Lahko osrečim tisti, ki bojo začutili, da jim lahko pomagam, ker sem šla skozi podobno zgodbo. Ok, tako da najprej to. Tako da tisti, ki pač niso šli svetovalci na eno ajo, da pogledajo svoje travme, ker marsikdo od svetovalcev, joj, my God, je toliko fałšljivosti, zakaj on to dela, zakaj on. Mislim, to je bilo najbolj noro, ker sem šla na obred in potem sem rekla, da bi si želela spoznati, zakaj sem šla sploh na to področje, kaj je bilo na tem področju, pa zakaj je toliko močno ta želja potem, ampak to je druga tema, to bom drugič. Najprej, kar je pomembno, poskušajte na tak način poiskati nekoga, ki vam ponudi pomoč. Če je sam on, ne rabi imeti čisto vse poštimano, ampak samo da veste in da vam on pove, s čem se je soočil, ker njegove izkušnje ali pa njene izkušnje so tiste najboljša popotnica, da vam lahko pomaga na tej poti. Ok, druga zadeva pa, kako si pomagati, ko se nam to zgodi. To je pa ta drugo sporočilo, ki ga res iz srca želim deliti z vami. Največkrat, kar slišim, resnično slišim, imam neprave ljudi, pa to so konstantno zgodba, tako da se mi pol že zdi, a veste, kolikor sem se vprašala, ko gledam svoje videe, pa to sem ja že na 20 videih povedala, da poiščemo podobne ljudi, da najdemo enake vzorce. Pol tudi, ko mi stranke pridejo, ko poslušam, sem najprej tiho, vedno poslušam, ampak rečem, vse same pride do tega spoznanja, da ugotovijo, da one potem ugotovijo, dobesedno rečejo. Ene se mi prav začnejo smejati, zdaj šele vem, zakaj si mi dala točno to sliko, zato ker sem ista kot ona, ali pa isti kot on. Prav smešno, prav skupaj se smejimo pol, ampak do tega je potrebno priti. Pomeni,
ko pridemo v nek kolektiv, to je tako. Moje znanje, ki marsikdo od vas tudi ima znanje, resnično v zadnjih 5 letih, če še ne malce več, ampak v 5 letih pa sigurno, sem se res globalno posvetila osebnostni rasti. Predvsem sem se posvetila sebi. Zakaj se mi to dogaja? Zakaj me to iz te razpravi? Zakaj to? Zakaj se mi zgodi, da me neuspeh toliko iritira? Zakaj ne sprejemam to in to? Zakaj si želim, da je vse čisto? Zakaj želim biti popolna in tako naprej? In v teh 5 letih sem vse te vzorce našla pri sebi in potem postopoma jih začela odpravljati. Kako lepo mi je napisala. Odprta knjiga, hvaležna zate. Ja, točno to. In kaj se mi je zgodilo? Da v vseh teh vzorcih potem sem tudi poiskala odgovore, kaj se mi je dogajalo v službi. Jaz pravim, eni se učijo skozi osebnostno rast, jaz sem se učila skozi podjetje. Kaj ti? Moja prva namera, če se spomnite, ni bila, seveda, danes bi bilo dobro, da bi govorili o vseh vlogah, ki sem tu že imela en video. Moja prva namera je bila tudi, ker sem se z Igorjem spoznala, sem rekla Igorju, Igor, želim biti uspešna poslovna ženska. To pomeni, da je moja prioriteta bila postati uspešna poslovna ženska. Seveda je bilo tudi, da sem krasna mami, pa krasna žena, ampak ta je bila sekundarna. Zdaj sem pa to mogoče malce zamenjala, ampak imela sem vloge, ampak ta poslovna ženska, tako močna, da je bila vedno v ospredju. In skoraj zamenjala smo z Igorjem vloge. Skaze sem prevzela jaz, on pa me samo podprl. Tako da, ko pride sodelavec v podjetje, je spet ista stvar. Čisto ista stvar. Ko nekdo reče, zakaj imam takega vodjo? Največkrat slišim, veste, to tako kot ogledalo mi prije nazaj, ker rečejo, je ful lepa, je že prišla iz premožne družine, pa je zato postala vodja. In potem si tako mislim, koliko je takih bilo istih, ki so rekle zame, zato je to zdaj prišlo k meni. To pomeni nekdo, ki mi je to postavil, da lahko delim zgodbo s to osebo. In poanta je, da ta oseba je prišla v vaše življenje sključno z nekim namenom. To pomeni, najprej začnite iskati dobre stvari pri tej osebi. Poiščite vse dobro. Tako rečete, je lepa, je simpatična, se zna pogovarjati, zna organizirati. Poiščite vse dobre stvari, kajti vse tiste dobre stvari, ki jih ima ta oseba, jih imate tudi vi. Samo vi teh stvari, dobro večer, Marija, vi mogoče teh stvari pri sebi ne opazite, ker ste to kritični do sebe, to zahtevni. A veste, koliko je takšnih žensk, če bi mi zdaj napisale, naprimer, da vam povem, če veste, da ženske nekatere sploh ne znajo kuhati. Koliko nas je takšni, ki zdaj me spremljate in gledate, znate super kuhati. Koliko je vas takšnih žensk, ki ste rade urejene? Jaz sem prepričana, da vsaj 50%. Koliko je vas žensk takšnih, da imate rade pospravljeno? In tako naprej. Tako da, čer Nikolina, pomeni, poiščite dobre stvari pri osebi in tiste dobre stvari si zapišite in imejte napisane na listu. In jaz predlagam, to je krasno, to je odlično, nikoli ne bi toliko dobrega napisali o sebi. Res ne, nikoli ne bi napisali, kako ste lepe, kako ste karizmatične, wow, kakšne imate lepo nasmeh in tako naprej. Ponavadi napišete za sebe eno, sem dobra, ali pa tako, mogoče glih tisto, ki vi mislite, da ste, da jih dobra, rečete, sem čudovita mati, mogoče otroci ne vidijo tega tako. Tako da predlagam, da vzamete od vodje, od svojih sodelavcev te dobre lastnosti in ste najprej res fokusirani na tiste dobre lastnosti. Evo, zdaj glih kar vidim, kar mi piše, ker me gleda tudi moja Savina. Ona je tako krasna, zdaj je nimam, in zdaj, ko je nimam, ker je dejansko na porodniški, toliko stvari vidim, koliko imamo skupnih, kaj se nama dogaja. Mislim, noro. To je tisto, kar nisi z nekom šele pa toliko bolj vidiš, zakaj si z nekom bil skupaj. Naša Savina bo kmalu rodila, kmalu bo mamica postala, čudovite punčke Eme, ampak to vse pride še naknadno. Ko se bo to zgodilo, še imam, mislim, da mesec ali pa 2 meseca, nekaj takega. No, in gremo naprej. To pomeni, ko vzamemo te dobre stvari,
predlagam, priznati moramo drugim dobre lastnosti, najprej še posebej ženskam. Ja, draga Janja, Janja, o tem bomo mi veliko govorili. Ko se mi skupaj podpremo, ženske, ko se podpremo, je dosti lažje, ko bi vi vedeli, koliko so možgi srečnejši, ko bi vi vedeli, koliko, kuhati pa res ne znam in tudi nimam željo potem. Dobro, ampak znam pa, kaj nabaviti stvari za pripravo. To, odlično, viš, meni po to možge hodi iskati, tako da, evo, krasno. Mislim, da sem sam naštela eno stvar, ker jaz tako rada kuham na morju, po mojem, zato ko premalo kuham tam, pa mi pa tle paše. Če vidim, koliko je ura, ja, imam pa še 5 minut, pa je konc. Potem pridemo pa do tistih stvari, točno to, kar, prvo bom se še teh dotaknila, ker je res dobro. To pomeni, si zapišemo in jih beremo in ponovimo in jih najprej poskušamo ozavestiti. Poskušajte ozavestiti, da ste takšne, da ste drugačne. Tako je Janja napisala, ful lepo je napisala, da potem si mi pomagamo same ženskami, živijo Karmen, si pomagamo najprej ženskam in kaj je? Včasih mi je tako, ko gledam, naprimer, midva z možem, ko hodima, ko se sprehajamo ali pa koga vidima, mi je ful všeč, ko jaz rečem možu, kak je ta čedna. Danes me eno srečala, wow, kaka lepotica, graciozna, cela, mislim, tako lepa. In rečem, wow, kak je lepa. Pa ga reče, jaz sem dežuje, ni škoda te oblekce. Pa rečem, poglej, kak zna nositi to. In moj mož tudi malo deli, wow, ta je lušna, ta je to. In kaj je poanta? Potem mu pokažem, da cenim take ženske. In dovolite, povejte vi svojemu partnerju, katera vam je všeč, katera vam je simpatična, kaj vam je simpatično na njej. Jaz sem prav rekla, ker je imela take bujne črne lase, wow, jaz sem bila vedno rada črnolaska, takrat pa vedno sem bila rada črnolaske, še danes imam rada ženske, ki so črnolaske, tako, ker so mi take malo bolj take, ne znam niti povedati, graciozne. In pogovarjajte se z možem, dajte mu povedati konkretno, zaradi tega, da bo si dovolil tudi on izraziti svoje mnenje. In potem boste videli, kako se bolj povežete ženskami, ne boste ljubosumne na njih, ampak boste to rekli, wow, jaz imam pa tudi to, ker na vsej teti lepotici sem marsikaj videla, da imam izpodobnega, kar ima ona, ampak je pa lepa. Zdaj gremo pa naprej na ta drugi del. Ta drugi del je pa ta, kar rečemo. Ok, zdaj me pa zanima, zakaj me moti ta sodelavec, zakaj me moti ta sodelavka, kaj me moti pri tej osebi, kaj me moti na tej osebi. In potem začnete biti nežni pri tem. Zaradi tega, ker se zavedate, se opravičujem, bom pol prebrala, pa bom pol malo kaj napisala zraven, ker se takrat zavedate, veste, ne zdaj tako, wow, ne vem, ko se spomnim, mogoče bom delila kolumno, ko sem jo napisala na Admi, ko bo šla ven v izdajo, potem bom jaz to delila, da jo boste prebrali. To pomeni, ker tam sem pač navezala, Adma je poslovno, pa sem malo bolj glede službe navezala in takrat rečete, ok, super, krasno, ne grete takoj udarniško. Največkrat, kar slišim, wow, in me tako zaboli, da besede ne morem sploh izgovoriti. A vidite, kako mi je težko, je tako butast ali pa je butast in tako naprej, wow, ne vem, kje ima sploh pamet in tako naprej. To mislite tudi zase. Samo, da v resnici si to nikoli ne rečete, ampak ste tako zahtevni, da mislite, da to znanje, ki ga imate danes, je nič vredno. Da vse to, kar ste do danes naredili, ne šteje nič. Zato poskušajte najti najprej osnovne stvari. Ne vem, takšne, kot sem jih jaz našla. Ko sem najprej, sem si mislila, pa ni iznajdljiva, pa tako težko se obrne, pa 10 stvari hkrati dela in tako naprej. In potem sem ugotovila, da so to vsi vzorci, ki jih imam sama, ampak da so moji vzorci nekateri že pozdravljeni, nekateri pa postopoma se odpravljajo. To pomeni, ko sem delala manj stvari hkrati, sem videla, to pomeni, včasih sem lahko imela 10 projektov, tako to. Danes več ne. Kakor veste, imam 2 meseca dopusta, od meseca julija, to pomeni 1. julija sem si vzela prosto in do 31. avgusta sem prosta. Seveda sem na razpolago mojim strankam, z veseljem, če karkoli potrebujejo, z veseljem odgovorim, vendar sem dala res tako na off. Ampak
vsakmu primeru to, kar pa rada počnem, to, kar se vam javim, to, da rada napišem kako kolumno, to, da rada bi se vam javila večkrat, ampak vidim, koliko je teh slik in vsega tega, se mi zdi, wow, raje ne. Enkrat pa tisto, enkrat mogoče močno, da si boste lahko kaj ven iz tega potegnali. Ne vem, moški pa ženska, kdorkoli me gleda. Pomeni, za svoje življenje ste odgovorni čisto sami. Res. In ta pot do cilja boste prišli čisto sami. Vmes boste dobili razne učitelje na tej poti, mentorje, ki vas bodo malce usmerili. Ne usmerili na tak način, da vam bodo dali palico, pa da boste jih vi prišli ali pa da vam bodo točno pokazali. Ne, vi boste videli, ali jih vidite ali jih ne vidite. To bo čisto vaša odločitev. Ampak pomembno je, da se zavedate, da vsak učitelj ali pa vsak sodelavec, ki je tam in ki vas trenutno moti, ali vas ovira, ali ni vas, to so to stvari, ki ovirajo vas same, da bi lahko sprejeli sebe v popolnosti. To pomeni, napišite si in potem se konkretno vprašajte, primer, kaj je narobe pri moji iznajdljivosti? Kdaj se meni zgodi, da jaz nisem dovolj iznajdljiva? Ali pa, zakaj ima tak multitasking? Naprimer, napisali ste osebi, da na 10 projektih in nobenega ne dokonča. Poglejte, kje se to vam zgodi. Začnite na izvoru, spomnite se svojega doma. Bom dala primer, to se je zgodilo meni, ker sem jaz napisala, kako je možno, da ima tak multitasking, pa 10 projektov, pa kar noter jih ima v predalu, pa ene tam, pa ene ne. Kaj se je zgodilo? Moji v službi projekti so bili vsi, so šli v življenje. Doma so pa obstali. Kaj sem rekla, bomo šli na smučanje, nič ni bilo od smučanja. Sem rekla, zdaj bomo šli pa tam na obisk, nič ni bilo na tega. Zdaj bomo pa to naredili, nič ni bilo tega. Zdaj bomo pa to. To pomeni, da je bilo noro veliko projektov, ampak projekti se niso uresničili. Naprimer, sem rekla, enkrat na leto grem v Srbijo, enkrat na leto grem v Bosno. To grem za 2-3 dni, jih lahko grem pogledat. Enkrat na leto vzamem si čas za prijatelje in se skupaj z njimi družim. To si srčno želim. In kaj se mi je zgodilo? Od vseh teh projektov, rečemo, da je 20% ali pa 30% bilo uresničljivih, ostalih pa ne. Pomeni, kljub temu, da sem v službi bila uspešna na teh primerih, projektih, doma nisem bila. Zato poskušajte iz teh svojih slabih, ne iz svojih, vrnem se nazaj, iz tistih, ki ste jih pisali za svoje sodelavce, poglejte, katera izmed teh točk, na katerih točkih se najdete. Lahko, da bo na lestvici pri vašemu sodelavcu ta točka, ne vem, od 1 do 0, od 0 do 10 bo na stopnji 9, ker vas tako zelo moti. Vaša bo pa na 3, zato boste jo znali sprejeti in mu boste mogoče tem sodelavcu znali pomagati. Vsak v vašem življenju ni prišel kar tako, ampak je naključno prišel, da vam pomaga iti skozi življenjski proces. Od vas je odvisno, ali boste znali na tej poti uživati, ali boste znali sprejeti te izzive in jih spremeniti v priložnost za vaš osebnostno rast. Jaz vsak sleherni dan sprejemam, vsak sleherni dan. Zdaj za 14 dni na morju s mojo družino in avtomatsko tudi s prijatelji in veliko časa preživimo skupaj, to je ful čudno zame, ker ponavadi imam rada malo svojega časa, ampak veliko kaj se naučim, veliko opazujem, veliko slišim, veliko si dam zraven kot komentarjev, ampak vse vidim, zakaj so v mojem življenju, zakaj jih je pripeljalo v moje življenje, ker čisto vsi, ki so zraven mene, ki so okoli obdani mene, so tako srčni ljudje, da je to noro. Dušo bi dali, če bi lahko. Vse, karkoli imajo, bi dali. In rečemo, to je že skupna naša točka, naša dobra lastnost. Katere in potem od dobrih, veliko dobrih, da nam zdaj vse naštevala, kar vas po moje ne zanima, pa pogledam tudi tiste, na kateri je pa še pomembno, da se naučim. In definitivno, včeraj me nekaj spravilo iz tira, ker ni bilo po planu in saj pa spet ni po planu, pa kak pol spet, pa tako pa. Ampak v redu, to je to, sprejemanje. To sem se učila zdaj na šamanski šoli in ozaveščam. To pomeni, da ni to, da bomo danes do jutri to spremenila, ampak bom naredila varianto,
Veliko govorim o tem, o planu. Plan je še vedno pri meni nekaj takega. Primer, če rečemo, gremo na kosilo ob 12, če je pri meni kosilo ob 2, je to za mene, wow. Jaz sem že 2krat lačna vmes, ali pa karkoli se mi tako zgodi. To pomeni, je čisto porušen sistemi. Zdaj se počasi učim to sprejemati, da se tudi to lahko zgodi. Ok, jaz mislim, da bi danes s tem končala. Lahko jih odpravite na takšen način, ko jih začnete postopoma spuščati v svoje življenje in ko se sprašujete, vprašate se, kako, ker je to notri v vas, samo ne dovolite, to sem pa še pozabila, čak da vidim, koliko je, 28, 40, to sem pa še pozabila, to se že pa moram dotakniti. Jaz sem kot oseba ekstrovertirana v tem primeru, da povem stvari, drugače sem bolj samotarka, ampak ko me karkoli razjezi, nimam nekega tako zadržka, zdaj pa ne bom povedala. Meni tudi, če me zmoti pri prijateljih, rečem, to pa mi ni všeč, to bi pa spremenila. Ali pa, naprimer, ko mi paše brati knjigo, jaz vzamem knjigo in grem brati. Meni so že drugače vsi navajeni, kar se tiče teh stvari. Ampak v vsakem primeru, da uspem narediti, kar sem si planirala tako, bom prebrala, pa bom pol tudi napisala. In kaj je poanta? Če ne daste stvari, zadnjič sem z eno Majo delila, Maja me je nekaj spraševala o tem, kako si naj univerzitetna diplomirana, ne vem kaj je diplomirala, ekonomistka, zdaj ne vem čisto točno, ne more privoščiti višje plače, kot je ima 900, dela v javnem sektorju in tako naprej. In potem se mi pač poslala en dober od Louise Hay, ko sem ga ful pred leti poslušala in vem, da sem ga šla prav iskat za Majo, kjer je bil tisti, ki mi je bil tako dotaknil me je noter, kaj je en gospod govoril, da kadarkoli poskuša meditirati, se sooči z negativnimi mislimi in potem kar preneha meditirati. In pa smisla, ne moreš pustiti to moraš dati ven. In jaz sem taka, ko mi karkoli ni pasalo, sem povedala, in je bilo lažje. Moj mož pa ne. Moj mož je pa veliko stvari zadržal zase in potem je to drugje se poznalo. Lahko se pozna na tem, da se umakneš, da potem drugič ne boš več izpostavil določeno stvar ali potem, da se nam pozna na kakšni bolezni. Tako da, Milena, dober večer. Predlagam, da, to se slišijo moji otroci spet, predlagam, da poskušate resnično vse tisto, kar je slabega, tudi če se vam zgodi na meditaciji, dovolite si, da to pride ven. Ali je to jeza? Če je jeza, ne vem, tepste po polštru, pejte ven pa se zaderite, kolikor se le da. Če želite jokati, jokajte. Če se želite smejati, se smejte. Jaz vem, da sem na šamanski šoli, je bilo najbolj zanimivo, da mi mami vedno mi rekla, se ne vem, če sem že to rekla, da, ko me je kovcalo, je vedno rekla, daj spiži kozarec vode, veš, da te kovca. In sem sred obreda se tako kovcala, tako delala, ker mi je pasalo in sem se smejala, točno to, uživajte v tem, kar, to pomeni, dejte ven tisto, kar mislite, da je prav, da daste ven, ker bolj, ko bo noter v vas, bolj se bo poglabljalo in enkrat udari ven, zdaj pa vsekakor pa ne želite, da udari v bolezen. To bi bilo to za en lep večer. Bom vesela vaših feedbackov. Imam veliko tem, ampak iskreno povedano ne vem, kaj vas zanima, če je karkoli, da bi mogoče zdaj malo spustili. Ena tema, jaz bi predlagala tako, če si kdo želi, naj mi še napiše, cel kup tem je, kaj pa je tisto, da bi radi slišali pa zdaj v poletnem času, kako se pripraviti mogoče za službo, da boste bolj pripravljeni v tem letu, da se čisto enako pripravite, tako kot otroci na šolsko leto. To sem si jaz vedno naredila od septembra do junija, si delala priprave še danes, to počnem. Tako da, evo, tudi moja Savina piše zraven, lepe misli, vse tisto, kar se je zgodilo, neki moji strankomes. Želim vam en krasen večer. Zavedajte se, da se vse začne pri nas. In čisto vse tisto, kar nas moti pri drugih, nas moti to tudi pri sebi. Vendar mogoče mi tega ne vidimo. Ali zaradi tega, ker nam to nihče ne upa povedati, ali zaradi tega, ker smo zaslepljeni z drugimi stvarmi, ali zaradi tega, ker nimamo časa se poglobiti vase. Sem pa prepričana, bolj, ko boste delali na sebi, resnično delali na sebi, nikoli se ne boste želeli vrniti več nazaj.
ker ni izziva, ki ste ga prej doživeli za 10, vam bo se vsako leto iz 10 spreminjal dol in dol in dol. In danes moji izzivi so vedno tako, kaj mi želi to sporočiti, kaj še moramo delati, na čem še moram delati. Resnično živim lepo življenje, ja, res ga živim, pa ne misli, da sem vsak dan razpoložena na polno. Ne, naprimer, tudi ko pozno hodim spat, mi ne odgovarja, pol vedno z možem, pa dejva, prosim, kakorkoli, če smo na morju, greva prej spat, ne? Ampak v vsakem primeru se pa zavedam, da samo moj dan, lahko jih je 100 drugih dejavnikov, ki mi lahko vplivajo na moj dan, ali pa tudi ne. Lahko sem pa edina jaz tista, ki se bom odločila, kakšen bo ta moj dan. In koga vse bom spustila v ta svoj dan, da bo ta moj dan popoln. Krasen večer, vse dobro in se vidimo naslednji četrtek, če me bo pa res kaj primilo, pa še kaj vmes.